Pozdravljeni, z vami sem Minka in začenjam z novim programom Zavestno manifestiranje. Tako da, za vse tiste, ki čutite, da rabite majčkeno podpore pri vaši poti osebne rasti, za vse tiste, ki čutite, da vam nagajajo neke vibracije, ker poglejte, kaj je vibracija. Čustva so vibracija, ker vsaka stvar, ki jo mi želimo vzpostaviti, imamo željo, želimo se nekaj. In če gremo v akcijo, nič ne pomaga, zato ker nas bo vedno znova potegnilo tja v stare vzorce. In te stari vzorci so povezani s podzavestjo in predvsem z našo vibracijo. To, kar mi oddajamo, to privlačimo. Se pravi, je moje vprašanje, kako vam lahko pomagam pri tem, da se dvigne vibracija, in ko se dvigne vibracija, avtomatično vaše življenje začne prihajati vse tisto, kar si vi želite. No in pri tem vam bom pomagala. Družili se bomo 6 tednov, vsak ponedeljek zvečer preko Zooma. Se pravi, vsak ponedeljek zvečer vam pošljem povezavo, vi se priklopite na to povezavo, smo v živo preko interneta in delamo 2 meditaciji za čiščenje podzavestnih vzorcev, strahov, travm. Zdaj pa, kaj to sploh pomeni? Pomislite, pravijo, kogar je pičila kača, se boji celo zvite vrvi. No, enako se nam lahko dogaja v življenju. Se je zgodilo, da smo doživeli neko nesrečo, recimo prometno nesrečo. Doživiš prometno nesrečo in vsakič, ko na cesti nekdo, sunkovito pripelje skozi ovinek, ti zamrzneš. Zakaj? Ker se je ta zapis tega čustva, te travme zapisal na celični spomin. Ali pa recimo, se zgodi nekaj tragičnega v otroštvu, zboli en od staršev, odide, ločitev. In potem lahko razvijamo neke vzorce, strah me je, ne vem česa. Pomislite, toliko strahov imamo in tu je frekvenca, vibracija, ki jo pač oddajamo. In normalno, da življenje se odziva na to vibracijo in se uskladi vse to, kar se nam dogaja s tem, kar mi oddajamo. In zato bomo pomagala pri tem, da boste lažje vibrirali na drugi vibraciji. In to pomeni 6 tednov, tam 1,5 ure, zvečer, bomo imeli lepo in tak intimen kotiček, posnetki vam ostanejo zavedno in bomo lepo skupaj predelali določene teme, ki se tičejo vibracij. Zdaj pa vprašanje, za koga je ta program? Seveda za vse tiste, ki si želite narediti korak na poti osebne rasti, za vse tiste, ki bi radi odvrgli nekaj stare šare, neke nakopičene čustvene prtljage, veste, da vas mogoče kakšno čustvo zadržuje pri tem, da zdaj ne morete srečno živeti. Ali pa mogoče travmatična prejšnja veza je pustila take posledice, da enostavno se zdaj bojite odpreti ljubezni, vas je strah partnerskih odnosov. Mogoče imate strahove, kot je, upam, da se otrokom ne bo nekaj zgodilo. A veste, kar nekaj, a ne? In vsak od nas ima kaj te prtljage za počistiti in to vam bom pomagala. Se pravi, za vse tiste, ki še niste bili v mojih programih, dobrodošli. Zdaj, poleg tega, program pride 369 evrov, poleg tega dobite eno knjigo iz mojega programa, dostop do vseh meditacij v knjižnici in še ena stvar. To je pa zdaj za vse tiste, ki pa ste bile že v mojih programih v preteklosti, pa ne bi šlo od začetka, ampak bi nekaj naredile. Če greste zdaj še od začetka, še enkrat, imate pol leta brezplačno članstvo v skupini, ki jo pripravljam, in sicer notranji preporod, skupnost žensk, ki se povezujemo, ki ena drugo podpiramo, skupnost, kjer vam bom ravno tako enkrat na teden bomo imeli meditacijo, krajšna srečanja, približno 1 uro. Veste, za tiste, ki veste, da nekaj rabite, nekaj, da je včasih malo težko, če greš skozi življenje sam, da se enake vrste ptice začnemo povezovati skupaj. No, to je ta skupnost, kar imam tako. Prav kliče me, da je čas, da to naredim in vem, da bo dobro.
ker vse tukaj, vse gre na to, da tale vibracija ostaja na visoki vibraciji, da smo lažje v hvaležnosti, da lažje občutimo to povezavo z dušo, z naravo, da lažje občutimo to mir v sebi. To je ta moj namen, zato ker vem, da potom teh srečanj, ki jih bomo delali skupaj in tiste, ki ste že z mano, veste, kakšne premike delate, da boste lažje naredili premike v svojem življenju. No, in če vas pokliče, dobrodošle. Spodaj bom dala povezavo in boste same preverili, če imate še kakšno vprašanje, pokličite, napišite mail, napišite sporočilo in vam bom odgovorila na vaše vprašanje. Prav, zdaj bomo pa šli pogledat, se pravi za tole skupino, ki jo zdaj pripravljam, notranji preporod, zavestno kreiranje, manifestiranje novega, želenega. Kaj je za to skupino res pomembno? Glede na to, da začnemo 19.1.2026, to je vibracija 1. 1 je nov začetek. In če čutite, da nekaj morate narediti v svojem življenju, da začnete z eno drugačno vibracijo, naredite ta korak in naredite nekaj v tej smeri, da se res nekaj spremeni. Ker veste, če samo gledate videe, če samo nekje ždite, ne boste daleč prišli. Treba je včasih kakšen korak narediti. No, zdaj pa da vidimo. Čas je, da se očistiš teže preteklosti. Očiščenje teže preteklosti. Najprej to pogledamo od spodaj, pa meditacija, molitev in meditacija. Moj duh je miren, povezan sem z izvorom. In ko imamo te dve stvari, se pravi, teža preteklosti je tako kot težek ruzak. In v tem ruzaku nosimo mamina čustva med nosečnostjo. V tem ruzaku nosimo odraščanje. Ko smo bili še čist mečkan, ko se mogoče sploh ne spomnimo, ko mogoče ni bilo za nas poskrbljen, zato ker so bili starši, so šli za delom. Enostavno, ker, glejte, kot dojenček, ki je lačen, pololan, pokakan, kako naj ve, kdaj bo dobil za jest. No, ravno tako se z vašimi celicami dogaja, če jim ne date jesti. Veste, kako naj vaše celice vejo, kdaj boste spet jedli. Zato pač jaz verjamem v to, da stradanje ni primerno za nas ženske. Absolutno ne, zaradi tega, ker začnemo kopičiti odvečno maščobo. Potem naslednja zadeva, ki je povezana s tem ruzakom, ki ga imamo nakopičenega, so potem program očeta. Kako nam je oče dal pozornost, ko smo bili majhne? Kaj vam je govoril? Kaj je oče? Zdaj pomislim na enega očeta, ki sem pred kratkim z njim govorila, pač opazovala, kaj dela s 3-letnim sinčkom. Je bilo tako, ti Baraba, ti si Baraba, ne, ati te nima rad. Pač tako. Kaj ti delaš svojemu otroku? In zdaj pomislite, če bi v hiši alkohol, ki ste odraščali. Kakšne programe imate? Ker niti ne veste, mogoče se ne želite niti spomniti, ker je bilo preveč težko. In potem 1. leta osnovne šole. Mogoče niste imeli toliko kot drugi otroci in ste nosili ponošena oblačila, pa so vas mogoče zbadali. Veste, to so travme. Travme, ki se zapišejo na našo dušo. Enkrat smo imeli obletnico, Valeta verjetno, in mi reče ena sošolka, pa reče, ja, ampak ti si v 5. razredu vedno imela eno in isto jopco. Jaz sem rekla, res, sploh ne spomnim. Veste, zakaj se ne spomnim? Ker jaz sem tisto ponošeno jopico že zdavnaj slekla. Je ne rabim več. Ja, pač sem jo imela, doma jo je mama naštrikala. In je vse v redu. Ampak gre se za to, jaz moram sleči tista oblačila, ki sem jih takrat nosila in se postaviti to, kar jaz sem. In opaziti vse dobro v sebi in vse tisto res dobro, ker v osnovi, glejte, smo vsi samo ljudje. Če je nekdo imel nekaj več takrat, jaz se spomnim ene punce v osnovni šoli, prišla je iz Nemčije, starši so prišli iz Nemčije in so imeli bila je med tistih par popularnih punc.
nismo se spadale tja. In smo bile punce, ki smo bili s kmetov. A veste, to je nekaj, kar se lahko zapiše na tvojo dušo za celo življenje, da imaš občutek, da nisi dovolj. Da nisi dovolj. Za koga? Da si svoja merila, da v sebi vzpostaviš novo lestvico tega, da si dovolj, da tebi pripada, ne da si zaslužiš. Ker lej, če boš govorila, jaz si zaslužim, pomeni, da moraš biti dovolj, ampak ti si že dovolj, to ti pripada. Pripada ti ljubezen zato, ker si dovolj. Pripada ti obilje zato, ker si dovolj. Pripada ti zdravje zato, ker si dovolj. Pač to je kupenih stvari, ki jih imamo za počistiti in vse to vpliva na našo vibracijo. In zdaj, če pogledamo na našo vibracijo, lahko vplivajo tudi strahovi, ki smo jih doživeli, ali pa travme, ali pa občutki zavrženosti v partnerskih vezah, ali pa zlorabe. In to ne pomeni, da so vsi ljudje slabi, ampak to samo pomeni, da se mi učimo lekcije in recimo moja osnovna lekcija je bila govor svojo resnico. Moja osnovna lekcija je bila dvigni mnenje v sebi, dovolj si. Moja osnovna lekcija je bila zgraditi samopodobo, da sem sama sebi rekla, bravo, dobro ti gre, rada te imam. Pač to je bila moja lekcija in zdaj vem, da lahko to lekcijo, ker res sem prepričana, da sem jo osvojila, učim druge naprej. Prejšnji dan mi je ena gospa napisala sporočilo, da je prebrala pred kratkim knjigo, ko imajo duše žur. In da je zbolela in da je pomagala ta knjiga, da je držala glavo nad gladino. Glejte, če vi vidite, da težko držite glavo nad gladino, dajte nekaj v tej smeri narediti. Dajte si dovoliti pomoč in boste videli, marsikaj se bo spremenil. No, pojmo naprej. Naslednje sporočilo, tukaj spodaj je še hvaležnost. Hvaležnost je vibracija. Hvaležnost je to, da zmoreš videti vse dobro v svojem življenju. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša življenje. Hvaležnost pomeni, da dejansko skozi hvaležnost si odpiramo vrata. V večnost gre čez mene. Ja, v večnost. Zmoreš vztrajati na začrtani poti in čas je za spremembo tvoje vibracije. Čas je, ja, in točno to bomo delali. Sprememba tvoje vibracije pomeni, da boš drugačne bolje šla spat. Pomeni, da boš drugačne bolje vstajala. Pomeni, da tam, kjer težko postaviš meje, boš začela govoriti skozi svojo resnico. Boš enostavno povedala to, kar ti želiš sporočiti. Pa ne skozi jezo, pa ne skozi to, da eksplodiraš vsake toliko časa, ampak dejansko skozi svojo resnico. Zdaj, s čim je to povezan? To je korenska čakra in je temeljno prepričanje tvoje vloge kot ženska. Druga zadeva, grlena čakra in zmožnost izražanja. In dokler ti ne zmoreš izražati svoje resnice, to je vibracija strahu. Strah pred tem, da bo nekdo vršil agresijo na tebe. Strah pred tem, da bo nekdo te zavrnil. A veste, da je eno od največjih strahov strah pred zavrnitvijo? Kaj je strah pred zavrnitvijo? Dejansko je strah pred tem, da te nekdo označi, da nisi dovolj. In jaz sem se te lekcije naučila, veste kdaj? Naučila sem se jo, ta strah pred zavrnitvijo, da ga nimam. Moj oče je v zimskih mesecih, ko je nakuhal šnops, to je bil v 70-ih letih, šel od gostilne do gostilne in je šel v gostilno in je vprašal, če rabijo domač, kaj je to, tepkov šnops, hrušev šnops. In v glavnem so bile gostilne, kjer so rekli, ja, rabimo, in so bile gostilne, kjer so rekli, ne rabimo. In kar sem se takrat naučila, ko sem z njim hodila včasih na te njegove poti, je bilo to, da ni, da je nekdo rekel, daj ti si en kmet, ki prodajaš šnops, lega kmeta. Pač tega ni nihče rekel. Nekateri so rekli, rabimo šnops, drugi so rekli, ne rabimo šnops. Ampak gre se za to, da
to ni spremenilo njegove vrednosti. Govorimo o očetu. Moj oče je vedel, da kuha dober šnopec. To je to. Se pravi, je to čisto preprosta zadeva, strah pred zavrnitvijo, ko ti veš svojo vrednost. Nihče te ne more zavrniti. Nihče. Zdaj boste rekli, kaj pa služba? Je pa že ni zate. Kaj pa partnerski odnos? Je pa že ni zate. A veste, tam, kjer dobivaš neprestano ne, pa ne, pa ne, je pa že ni zate. Če vidiš, da kar naprej naletavaš, a se reče tako, prihajaš do ovir, da vedno so nove in nove ovire na tej poti, ja pa to že ni zate. Mogoče te pa vesolje želi nekam drugam usmeriti, kjer imaš velik potencial. Vem, pa se pa vklopijo možgani, pa logični del in pa začnejo iskati rešitev in pridejo do zaključka, drž se preverjenega. Tukaj si varna. To vem, kako to zgleda, ker moji možgani so najdali 1000krat rešitev. Zakaj? Ker moja največja lekcija je bila zapustiti partnerski odnos, ki me ni več podpiral na moji rasti. Oziroma, upirala sem se moji lekciji ljubezni do sebe, odpuščanja. Moja lekcija je bila zgraditi samovrednost in na nek način jaz sem se bala sprememb. Pa smo spet pri tega spremembi. Bala sem se narediti korake. In danes, če gledam 10 let kasneje, kaj naj rečem? Kaj naj rečem? Če vesolje me je podprlo in verjemite mi, tudi vas bo podprlo, ampak gre se za to, da spremenite svojo vibracijo. V tem tečaju bomo delali tudi meditacije za odpuščanje drugim, sebi, kar je zelo pomembno, ker jaz vem, da ena od mojih prvih lekcij je bila odpustiti. Odpustiti, spustiti se žalitve, se rane, se zavrnitve. Enostavno spustiti in blagosloviti te ljudi in se jim zahvaliti za lekcijo. Ampak ne tako, blagoslavljam te z ljubeznijo, spizdi iz mojega lajfa. Ne. Vibracija noter, kar čutiš, kar rečeš, v redu je, blagoslavljam te, ampak jaz vem, da mene čaka nekaj lepšega, nekaj boljšega, da moja pot je drugje. Če neprestano prihajam do novih in novih udarcev. Zakaj? Veste, tako kot pijancova žena. Vedno znova jo nalomi. Vedno znova. Kaj jo življenje uči? Ne boš pijanca spremenila. Lahko spremeniš sebe. Kako pravi pregovor? Pijanec se spreobrne, ko se v jamo zvrne. A ste slišali? Se pravi, če živite v nekem odnosu, ki je toksičen, ki ni zdrav, kjer je, ne vem, ste že slišali za narcisoide, ker veste, da vedno znova nekdo tepta vaša čustva, stopa po vas, kaj se učiš? Ta oseba se lahko spremeni samo sama. Ne, da boš ti, ne vem, za maše dajala. Nič ne pomaga. Če je tvoja lekcija biti ti v svoji moči, ne boš te situacije rešila, da se boš še bolj pomanjšala, da boš še bolj pridna, ubogljiva, še bolj tiho, zato, da bo v hiši mir. Tukaj zdaj ne govorim, da se boš ločila. Tukaj zdaj govorim o tvoji vibraciji. Da imaš osebnega čustvenega trenerja, ki te uči lekcije. Mogoče za začetek to, da začneš postavljati meje. Da rečeš, hej, to pa meni všeč. To je moja šola. In to lekcijo sem sigurno sama naredila. Potem je tukaj naprej spolna čakra. Spolna čakra je povezana s spolnimi partnerji. Na koga ste naleteli v svojem življenju? Kakšne partnerje privlačite? Take, kot imate vibracijo. Nobene drugačne ne morete. Zakaj se spemo na alkoholikovo ženo? Ženska odraščala ob
očetu, ki je bil alkoholik. Se poroči mož alkoholik, se loči naslednji pijanec. Kako je to možno? Njena vibracija je povezana z vlogo žrtve. Lahko celo sovraštvo do vseh alkoholikov. In njena vibracija privlači v njeno življenje take ljudi, ki pokažejo, kje je njena rana. Tako gre v življenju. Ceniti sebe pomeni, da zgradiš zdrav odnos do sebe. Kaj to pomeni zdrav odnos do sebe? Za začetek, da se nehaš kritizirati. Za začetek, da nehaš trpati v svoje telo vse tisto, kar ti niža vibracijo. Hrana, sladkarija, čokolada. Pa to je dobra. Ja, zasvojenost je zanimiva zadeva, ne? Zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v tvoje celice in v tvojo dušo. No, to je to. To je ta program. Zdravljenje tvoje vibracije. To lahko vidite po posnetkih, če poslušate, pa svoboda. Čas je za tvojo svobodo. Ko poslušate videe, dobro veste, da določeni, ko poslušate, pač je mirna vibracija, določeni ljudje imajo vibracijo skozi glas, tako da jo težko poslušamo. In že skozi glas se pozna, kakšno vibracijo kdo daja. No, potem je prišla karta prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na obzorju že kaže nov dan. Glejte, tole sliko sem naslikala 10 let nazaj za prvomajske praznike. To je bilo malo potem, ko sem se odselila stran od tam, kjer sem živela z mojim bivšim možem, in to je vibracija prehod v novo dobo. Jaz še danes čutim vso to energijo, hvaležnost, ki sem jo takrat občutila, vso to podporo, da sem bila podprta, da sem zmogla. In zdaj, če ste na nekem prehodu, vem, kako je težko, če nimaš nikogar. In vem, da je lažje, če imaš podporno skupino. Vem, da je lažje, da ti pomagam, da imaš neko skupino, kjer lahko napišeš, ženske, grem skozi to pa to. Kaj menite? Ali pa to ne nazadnje, se seliš in da lahko takrat napišeš v skupino noter pa rečeš, ženska, markira čas, rabim pomoč. A ni to nekaj dobrega? Jaz res čutim, da je čas za povezovanje. Čas je, da stopimo skupaj, enako čuteče ženske, da je pa prišla angelska energija. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, v sebi sem mirna, slišim vodstvo. Vse karte sporočajo mir. Mir v duši. Čas je, da začneš oddajati mir. Ne moreš pričakovati, da v tvojem življenju se bojo zgodili čudeži nekaj lepega, če oddajaš raztreščeno energijo. Živčno energijo. Ne more se zgoditi nič dobrega. Čas je, da začneš oddajati mirno energijo. Čas je za delovanje v tvojem življenju. Čas je, da slišiš, zaupaš, da vidiš vodstvo in čas je, da vsi strupi odidejo. In dovoli si zaščito. Nadangel Mihael je en od najmočnejših angelov, ki nam pomaga čez taka težka obdobja, ko je res težko. In če čutiš, da je čas, da začneš vibrirati na drugačni vibraciji in žareti od sreče, to je pa kronska čakra, dovoljujem si žareti od sreče. Povezujem se z božanskim. Povezujem se z vodstvom moje duše. Če čutiš, da je čas, da te nova pot preseneti, dobrodošla. Veste, moram pogledati 10 let nazaj. 10 let takega potovanja. Nam rekla, da je bilo enostavno, ni bilo. Ampak v 10 letih je nastalo 6 knjig plus karte Prehod v novo dobo. 7 projektov, takih velikih projektov. Se pravi, v 10 letih
sem skozi ustvarjalno energijo nekaj ponudila ljudem. In ta nekaj je vsakič znova, ko berem sporočila, ko mi pišete, Minka, s tvojo knjigo sem si pomagala, s tvojimi kartami sem si pomagala. Zdaj imam seveda nove projekte. Dobro, en je ta, da bom naredila podporno skupino, začnemo zdaj s tem tečajem, pa pol gremo naprej. Drug projekt, ne bom govorila, o tistih, ki še niso rojeni, ne bom govorila, ampak dejansko dovolite, da vas vodi vaša duša, ker vaša duša ima načrt za vas. Vaša duša ve, kje je pot za vas. Ampak gledajte, mi včasih kot te enostavno ne poslušamo, kaj nam duša govori, ker skozi nas govori strah. Strah, ki mogoče niti ni naš. Strah, ki mogoče pripada dedkom, babicam ali pa naši duši. Veste? In ja, vem, da je treba veliko čiščenja narediti, ni me strah tega, vem, da je zanimivo potovanje, predvsem je pa osvobajanje teže preteklosti, praznjenje tega ruzaka, ker tvoje srce ti vedno pove, kaj je resnično dobro za tebe. Poslušaj svoje srce in boš videla, da tvoje srce te bo vedno pripeljalo tja, ker je zate najbolje. Dajmo še ne par telih kart, da vidim stvarstvo. Za tole dušico, ki posluša cel video do konca. Kaj je ta trenutek, da ozavesti, da ve, kaj je tisto, kar izporočaš. Kaj je pomembno za tole dušico, da ve. 3 karte. Konc je potlačevanja, nič več. To, kar predeluješ, ta trenutek je povezano s preteklimi življenji, z vzorci. Tudi do te zapise gremo. In čas je, da svoj tempo počasniš, da si vzameš čas za sebe. Čas je, da kakšni stvari rečeš ne in pogledaj to, še enkrat je prišla sprememba. Čas je za spremembo vibracije. In to, kar govorim, vaša vibracija ustvarja vaš svet. In ko prideš do tega, da je večji del tvojih misli pozitivnih, radostnih, da polni upanja, takrat drugače ne more biti, kot da v tvoje življenje prihaja vse to, kar si res želiš. Dokler je večina tvojih misli povezanih s strahom, z občutkom nemoči, z občutkom žrtve, z jezo, mogoče celo s sovraštvom, toliko časa ne moreš iti naprej. No in tukaj vam bom pomagala, da naredite korak naprej. Tako da preverite v linku spodaj in če imate vprašanje, z veseljem vam bom odgovorila. Tako da lepo se imejte in se vidimo jutri zvečer že začnemo.